tako pihali, meni so se palce, mi res takole sem po koncu odmistale, kaj veter pihal. In jaz tako gledam tiste lučke gor proti anteni, tako me zebel, da nisem po moje zase vedela in sem izdelca nekaj, gor pa, tako vse je žarel, sem nekaj, gor pa ogenj kurijo, tam se bom pa pogrela. Res prav, tako malo sem halucinirala. Nisem vedela, kaj se je zgodilo, ko sem prišla v cilj, pol, ne vem, lahko še kaj počela, ali bo noga sodelovala, ali ne bo, ne. Ampak v tistem trenutku je bila želja priti do konca tako velika, da pač sem šla čez to bolečino, ne. No in res tisto, tako grem in se rečem, danes ima Tajda Neža rojsten dan. Kva, pred 9 leti smo bili skupaj gor, tako res. Tako sem se zjokala. Tako sem jokala in ko sem dol hodila, tako mi je še nekaj spodrsalo, pa sem se prav ustala, zdaj pa nehi. Zdaj se pa skoncentriri, ko moraš čez plemenice dol, ker ni tako enostavno, ne. Dame in gospodje, podcast za Gre za tek je tole. Če je tudi vas malo zdelala velika noč, tako kot je mene, potem vam bo tale podcast prišel prav, da vas požene spet v gibanje. Ja, za Gre za tek dobrodošli, še bolj pa dobrodošla moja cenjena gostja, tokrat končno z mano tule ultratekačica Klara Bajec. Klara, živijo? Živijo. Vprašanje, ki je standardno za tale podcast, si danes že tekla? Ja, za otroki v vrtcu. Perfektno, perfekten odgovor. Pa boš mogoče danes še fizično aktivna tudi tako prostočasno? Ja, potem po najnem druženju si bom prvo šla en kratek tekec. Zdaj, odvisno od dolžine najnega pogovora, bo dolg tudi tale tekec, ja. Upam, da ti ga ne skrajšam prav preveč, no, vreme za tek je pravo, do noči še dolga. Je tek pač tvoja najljubša oblika rekreacije zadnja leta ali še kaj drugega mešaš zraven, da ni preveč dolg čas? Tek je glavna, zdaj je moja okupacija, mešam pa tudi druge stvari. Hoja v hribe, plezanje, zdaj to leto sem začela s turnim smučanjem, kar se dogaja. Tek pa hoja hribe, pa plezanje, moče ne lih turno smučanje, ampak to so vse stvari, ki si jih počela lansko leto, 3 tedne več skupaj, o tem bova veliko spregovorila. Tisti poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, ki te poznajo, vejo, na kaj cikam, ampak preden zagrizejo te zanimive tekaške zgodbe, ki imaš nedvomno cel kup, se lahko sama na hitro predstaviš, prosim. Sem Klara Bajec, ljubiteljica športa, različnih športnih panog dejavnosti. Sem vzgojiteljica, delam v vrtcu, v Borovnici. Rada imam življenje, rada imam naravo, rada grem ven, rada imam ljudi. Tako všeč mi je, da tako živim. Tak lep podnaslov knjige, ki boš mogoče napisala o vseh svojih športnih podvigih. Ja. Rada imaš ljudi, naravo, pa življenje, super. Jaz, če dovoliš, bom dodal še par alinej, ki sem si jih tule izpisal. Klara Bajec, moja današnja gostja, je iz Kamnika pod Krimom, po poklicu je že rekla vzgojiteljica, v prostem času pa neverjetna športnica, ki je lansko leto kot prva opravila slovensko planinsko potjo 2-krat, se pravi najprej do morja in potem še nazaj. Tekačica sicer že 10 in pol, maratonka, pa Ironman triatlonka, po v zadnjih letih pravzaprav išče navdih s tekom v naravi na ultratrailih. Je mati 3 hčera in tudi ko je na teku res težko, se nikoli ne pritožuje, ampak napore premaguje z nasmehom. In ja, izzivov ji menda še ni zmanjkalo. Pred kratkim si bila okroglih, ne bom rekel koliko, ampak okroglih neki, pa si menda si tudi za to okroglo obletnico zaželela enega posebnega ekstremnega izziva. Je to še v planu? A to, da gremo v alpinistično šolo? Pa da greš na nek ultra triatlon, gorski, pa ne vem kaj še vse. Ja, tudi to, ja.
Nekoč je bila želja, da bi pri 50. za 50 let šla na pač ta gorski triatlon. V bistvu to je plavanje v ekstremno mrzli vodi, potem je gorsko kolo sicer na specialki, pa gorske tekne. Zaenkrat se še ne kaže, ne vem, ali mi bo to uspelo, ker tle je treba iti plavati, To je pa mogoče tako, trenutno ne vidim, ne vidim se, da bi hodila zvečer v bazen plavati, tako, mogoče čez čas. Ampak ja, se bom pustila presenetiti, bom videla, kako me bojo poti zapeljale. Če si omenila plavanje, že plavanje samo po sebi je kar izziv za nas zemeljska bitja, ampak plavanje v ledeno mrzli vodi, kar nekaj gostov si imel, ki se pečajo s tem, da se malo namakajo v te ledeno mrzli vodi. Ti tudi to slučajno počneš? Tega ne počnem, mi pa ni težko iti v mrzlo vodo, se potopiti. Če je priložnost, tudi to naredim. Jaz sem to zadnjič naredil lansko poletje, ko sem po spustu iz Kamniškega sedla, se mi zdi, se potem v to Kamniško Bistrico znamenito namočil. Zelo na hitro, mezinca na levi nogi še kar ne čutim, tako da občudujem tiste, ki to redno počnejo. Kapo dol, ne bom se v ta šport dal, v triatlon tudi ne. Raj sem na teku in par dni nazaj sem spremljal bostonski maraton po televiziji, cestni maraton, za marsikoga je to dolgočasna stvar. Mogoče tebe še mika, da bi utekla kakšen cestni maraton? Trenutno ne. Ko se bliža Ljubljanski maraton, pa kaj ta euforija okrog tega teka, takrat me mogoče zamika, mogoče bi se šla pa še enkrat preizkusiti. Sam ne vem, kako bi telo sodelovalo, tako, ker ni navajeno več asfaltnega teka. Tako da kdaj pa si trenutno nimam želje. Kjer je pa tvoj zadnji, kdaj si zadnji maraton utekla na cesti? Po mojem bil glih Ljubljanski maraton, mogoče 5-6 let nazaj, se niti ne spomnim. Takrat sem se pripravljala na triatlon jeklenih in me je pač prešinila ena, kaj pa če bi šla na Ljubljanca. Tako in res, natrenirana za cesto, nisem bila, veliko sem pa laufala v hrib, če hočeš narediti jeklene, moraš tudi trenirati tek v hrib. No in sem šla in sem takrat naredila svoj PB, tako res čisto sproščeno, brez kakšne obremenjenosti, tako da mi je bilo fajn, uživala sem. 3 urce pol na maratonu ni kar tako, Pa še kakšno minutko zraven. Pa kakšno minutko zraven, ampak nič ne deno. In če to ne treniraš ob tem, ko treniraš za triatlon jeklenih, je toliko bolj navdušujoče. Zakaj se mi zdi, poznam kar nekaj triatloncev, da so triatlonci potem na teku večkrat bolj uspešni kot tisti, ki več časa posvetijo teku, ampak samo teku triatlonci ta čas razporedijo med 3 discipline, pa na koncu v teku premagujejo tekače. Zakaj temu tako misliš? Triatlon, tle so 3 različne discipline. Ne vem, ko plavaš, mišice nekako sprostiš, tle bolj roke delajo, noge ne toliko, na kolesu je spet drugo gibanje, Tek je pa v bistvu ta zadnja, 3. disciplina in tako daš pa vse od sebe tudi, ne vem, na tistem adrenalinu je po moje to lažje, ker tudi, ko treniraš, ne obremenjuješ skozi samo noge, tudi druge mišice, In jaz verjamem tudi v to, da je fajn, da če imaš ti natrenirane tudi zgoren del telesa, ko imaš ti utrujene noge, ti dajo roke in zgoren del telesa, potem še tisto dodatno energijo, da lažje prelaufaš, da prevzemajo druge mišice, vlogo teh mišic, ki so že pač utrujene. Tako, meni je to tako, v to verjamem in se mi zdi, da je to pri meni bil tudi ključno. Zanimivo, ko sem malo prebiral tvojo biografijo, tako in onako, in ugotavljal, kako si prišla do teh ekstremnih dosežkov. Si tudi ti, tako kot mi vsi, začela kot rekreativna tekačica s par kilometri ali kako, 15 let nazaj.
Točno to je. Enkrat smo se s prijateljico odločili, da gremo na DM tek, na prvi DM tek. Takrat nas je bilo zelo malo žensk, ne? In to so bili neki začetki, pa pol ti lokalni teki tukaj okrog Kamnika pod Krimom. Takrat nisem niti sanjala, da bom, meni je bilo že tisti 20 kilometrov, kako je to možno preteči. Ampak potem to počasi gradiš, če imaš željo, če te to vleče, pa postopnost. Pa gre, no. No, glede na to, da si zelo hitro zapopadla ta plemeniti šport, kako hitro si pa se potem znašla, ne vem, na štartu svojega prvega maratona, rečemo? Mislim, da je bilo 3 leta, tako, od mojih začetkov tekaških. Ni šlo to takoj, no. Se mi zdi, da ne moreš iti ne vem, se odločiš, zdaj grem pa na maraton, pa da prej nisi tekač. Da moraš telo pripraviti na te napore. Ja, kakšen strokovnjak bi rekel, in se s tem tudi zelo strinjam. Prvo leto nekje do 10 kilometrov, pa pol uživaš na tem, pa potem naslednje leto 21, pa spet malo uživaš na tem, ta 3. leto greš pa na maraton, pa spet uživaš in ko 3 leta uživaš, tisti grejo pa prvo let na maraton, se pa najbrž tako poškodujejo, pa tično uživajo. Ja, tudi jaz se strinjam s tem, ja. V Ljubljani bo potem tvoj prvi ali kje druge mogoče? Ja, Ljubljana, ja. Ljubljana. Ta naša Ljubljana. Ampak, bila si takrat, rekel, mati 3 majhnih deklic še. Zakaj tek, recimo? A si rabila malo čas zase, a si rabila malo rekreacije? Kaj bo glavni povod, da si se spravila, razen tega so te prijateljice zvlekle na DM tek? Ja, točno to, kar si omenil. V bistvu malo čas zase, malo odmik, med 3 otroke, majhne v 5, mislim, čez cele dneve ni enostavno. No? In tukaj sva se z Matjažem odločila, da se bova malo pošihtala, da bo on športov in da tudi jaz, da bom, da jaz tudi rabam. Ker v bistvu pa vsi vemo, da ko prideš nazaj, si poln energije, zadovoljen in lažje potem sfuraš dana, tako da to je bil glavni razlog, no. Čas zase, pa tako, da se spet spravimo eno formo, no. Da nisi tam zaseden, mislim, tako sem z otroki. No, ampak imela si moža Matjaža, on je bil pa kar zagrizen športnik, pa triatlonec in tako naprej, takrat. Je tudi on tebe spodbujal, je bilo tudi malo te tekmovalnosti v tebi, si rekla, zakaj bi pa samo on, zakaj pa še jaz ne bi malo, ja. Ja, on je res velik športov, V bistvu on je bil, mislim, moj šport res pomeni zelo, zelo velik, od malih nog se že ukvarja športom in on me je, res na začetku, je veliko kolesarjev. Jaz sem bila včasih tako prav ljubosumna, zdaj on gre, jaz sem pa doma, to ni fair. In pol je tudi tem botrovali, tem vse, veš kaj, mislim, da si tudi jaz zaslužim, In tako, kot si rekel, me je spodbujal in verjel vame in bil motivator in tudi, da sem začela triatlon, je bil on pač razlog, ki me je vpeljal v ta šport. Tako da, tle sva se kar podpirala, se še zmerjeno, tako. Glede na to, da je spodbujal začetka, ko si šla ti v ekstremne vode, mi je bilo kdaj žal, da te je toliko spodbujal, ker je mu on več družinskega dela. Ne, ker je bil on že prej ekstremen, on je že prej vozil ta dost dirko po Sloveniji 2-krat, pa razne te brevete, Pariz, Brest, Pariz, pa tako, to so res dolge ekstremne kolesarske preizkušnje. Tako da takrat sem jaz njega podpirala, pa tudi na triatlonih, ko je začel na Ironmanih, pa se je pa malo obrnil, tako da sva, pa je pa on mene, Pa nekaj sva pa tudi skupaj, potem je on tudi začel traile laufati, tako da sva pa tudi skupaj si dajala spodbudo. Daj mi zdaj, to mi razloži, recimo od začetka si tekla, trenirala 5-10, pa potem maraton, ampak si predstavljam, ko se enkrat pa prestaviš na treniranje 3 disciplin, to pa že ne moreš več početi tako, da priješ dami šihta, pa reči, ok, danes se pa malo s kolesom peljati, moraš biti pa majčkeno bolj organiziran, ali kako? Ja. Bila sem v klubu, v triatlonskem klubu, tam smo imeli pač
v klubu sem plavala, to je 2-krat ali pa včasih 3-krat na teden, to so bile večerne ure. Kolo je bilo, ne vem, recimo 2-krat do 3-krat na teden popoldan, med tednom niso bile tako dolge ture, to so bile bolj za vikend. Tek pa smo pa tudi v klubu, neki smo na štadionu skupaj trenirali. Tako da, se pravim, tukaj sva se šihtala, no. Ko sem jaz imela kakšne stvari, je Matjaž imel punce, pa obratno, no. Ampak je bil pa en red, je mogel biti, no. Tukaj pač, ko se za nekaj odločiš, mislim, saj jaz, ko sem se za to odločila, da bom to trenirala, tukaj moraš imeti urnik. Če ne, je to pa škoda, ne. Propade vse, ves trud, ko ga vložiš, da pol kar nekaj rečeš, ok, zdaj pa ne bom. Mislim, če hočeš narediti eno tekmo, moraš trenirati. Če ne, nima smisla. Pa tudi mi smo se doma s puncami, ko sem jaz začela triatlon, so bile že večje, mi smo se doma usedeli pa dogovorili, ne, tako vseh 5. Jaz povedala sva, kaj si želiva, če bo sodelovale, če bo kdaj pač tudi same doma počakale, ker naju ne bo, pa če bo vse tako okej. Pa smo se dogovorili in pač to je tako štimalo, no. In je res to tako bilo, velikokrat so, ko sva se, ne vem, sem poklicala, z očem bova čez pol ure doma, boste skuhali makarone, res. In so skuhali makarone, ko sem prišla sestradana, tako iz Rakitne dol, tako smo, v bistvu skupaj smo živimo za ta šport, no, ko ga delamo, no, vsi. Če so že pri triatlonu, a je, ne vem, Ironman ti svet igral vsakega triatlonca, ki se začne metati v vodo, pa začne mazati zobnike. Je to tisto, za kar ultimativno treniraš, ali bo to pri tebi tako, ali v začetku samo pač hočeš malo probati, pa videti, pa te potem potegne? Ja, mislim, če se greš triatlon, je po mojem želju vsakega triatlonca, da enkrat to prav z Ironmanom. Zdaj, če si zelo dober, imaš željo tudi na Havaje, tam je to tisti prestiž, to se moraš kvalificirati, moraš doseči določen čas. Meni pa, Matjaž je tekmoval v Ironmanu, on je pač tudi vzdržljivc in jaz sem takoj spoznala polovični Ironman pa cel Ironman in niti nisem nikoli razmišljala, da bi neke kratke tele triatlone. Tudi sama nisem tako eksplozivna, meni so zmeri te daljše razdalje bolj zanimale, no, tako. In sem, v bistvu, potem, ko sem začela plavati, tekla pa kolesarila sem tudi tako že prej, sem nekaj, najprej polovični Ironman, to da greš vsem po eni stopnički, pač pa je bila pa res želja celega narediti, no. Kje si naredila svoj prvi Ironman? Mislim, da si 2 naredila ali 3? 2. Prvega sem v Vitoriji, to je bil pa challenge, to ni bil Ironman, to je serija, to je bil pač challenge, to smo šli, vse te stvari smo mi družinsko počeli, in tudi tega smo šli z avtodomom vsi in tam smo tudi oba tekmovala, no, punce so pa suportirale. Potem sem pa še naredila v Celovcu, no. Tudi še enega. Klasični celovški Ironman, ker je še tako, da v ponedeljek zjutraj vsi polomljeni triatlonci čakajo v vrsti, da se jo prijavili za naslednjo leto? Ne vem, takrat vem, da je to tako bilo in res, takrat si mogel imeti 500 € in si mogel plačati za naslednje let. Res, to je. Mislim, v Evropi je dostopen nam Evropejcem in pa tako, lušna, fajn tekma. No, ko se pogovarjamo s fanti, pa nekateri kar veliko trenirajo, no, pa meni se zdi, recimo, že če se tudi s tekom zelo aktivno ukvarjaš 10 ur nekega treninga na teden, kar veliko, ampak če se pokvarjaš s triatlonom, pa treniraš za Ironman, pa menda 20 ur takole, za šalo moraš narediti, koliko si pa ti trenirala, recimo, no, da dava to mehen v kontekst, pa v perspektivo, koliko ur na teden je šlo, recimo, za trening Ironmana, ne vem, zadnjih nekaj mesecev ali pa pol leta, leto? Tam tako od 15 do 20 ur. To je 2 uri na dan, je treba bilo kar športati. Je bilo kar treba. Mislim, se tukaj pa vikendi so bili dolgi kolesja, ne vem, po 6-7 ur na kolo, ne.
Pa pol menjava, ne vem, si naredil 5 ur kolesa, si se oblekel telovadke ali pa celo ne, noč sem pač superge gor in pač še 1,5 ure ali pa 1 uro odlaufata, ne. Tako, pa se to, vikendi so bili kar tako dolgi, no, 6-7 ur. Tako da ja, mislim, to je krasen šport. In res si želim, da še kdaj kakšen triatlon naredim, ampak zahteva pa tudi res veliko časa. Da nisi pa na koncu čisto polomljena, ne? Da prideš na kakšen cilj, tako da še pol funkcioniraš. Nikoli nisem poskušal se v triatlonu, ampak sem pa zmeraj razmišljal pa spraševal triatlonce, kaj je najtežje, recimo pri Ironmanu, in si predstavljam, da je tisti prehod iz kolesa na tek, ko imaš betonske noge, 50 km, res najtežje ali kaj drugega? Tudi prehod iz vode na kolo. Ko ti si v obleki, in ko ti priplavaš ven, moraš tisto obleko sleči. Včasih, če daš pač vse od sebe na plavanju, je tistih nekaj korakov, ko prideš ven tudi zelo, tako ne veš, a hodiš po svojih nogah, a hodiš po ravnem, a hodiš po kakšnih kamnih, ki te tako zbada. Tako da oba prehoda, no? In iz kolesa na tek, in pač iz plavanja na kolo. To je pač treba natrenirati, ne? To je kar. Drugače pa je mogoče res težje, ne? Sploh, če je mraz, ne? Jaz vem, sem bila enkrat na enem polovičnemu triatlonu, je bil tak mraz, da jaz sploh nisem čutila ne rok, ne nog, in jaz sploh nisem vedela, a sem si dobro nogavice obula, pa superge, in je bilo, ne vem, prvih 4 kilometre, sploh nisem vedela, tako kot sem že rekla, ali laufam po nogah, ali po čem. Tako da, tak ekstremne vremenski pogoji so tudi, no, lahko kar potežijo, no, šport. Kakšen pa je občutek, da mi pa to razloži? Ok, predstavljam si tista urca pa pol plavanja, potem se 6 ur poganjaš na kolesu, no pa moraš odlaufati maraton. In ne vem, kakšen je občutek, ko začneš ta maraton, kakšen je občutek zadnjih nekaj kilometrov, že na maratonu samem, to jih imam pa dosti za sabo, so tisti kilometri neskončni, po drugi strani pa si v napetem, veselem pričakovanju tistega cilja, pa že malo adrenalin dela pa tako naprej. Kako je pa to pri Ironmanu, pa pri tem maratonu na Ironmanu? Začetek je težek, ne? Ta prehod, potem se nekako pač ulaufaš, pomemben je, da veliko piješ pa ješ, ne? Tukaj so res geli, in pa lupaš, da bo vse v redu, da te ne bo zvila, da ti ne bo slabo zaradi tistega sladkorja. Potem so pa pač borba, to je res borba, tistek, ki veš, toliko imam že ur za sabo, ne vem, 10, 2, ne vem, 11 ur, tole bom pa še, ne vem, zborbala, pa ne vem, meni ni težko trpeti, no. Tako da, pa zmeri bil nekdo, ki me je pričakoval, in sem rekla, ponovadi so kakšni krogi, na teh tekih, na Ironmanu, in sem zmeri rekla, jaz sem tako zelo, punce so bile zmeri zraven, se rekla, zdaj pa tamle, pa me bojo tam čakale, pa ko sem jih videla, so mi dale pa spet energijo za naprej, pa še tudi drugi prijatelji, no, ki so prišli zmeri kakšni navijati. Tako da, pol na koncu pa itak, to je pa tisto vzdušje, tam, ko prideš, in tisto napovedovalec, to je tudi res taka energija, ne vem, tam neke mažoretke, vse, muska na polno, in tako se res počutiš kot zmagovalec, no. Vsak je zmagovalec, ki pride v cilj, ampak tako, tam si ta glavni car, res dober. Iz tega fantastičnega športa, no, zakaj si pa potem nehala? No, če, mislim, konc koncev, prva so se ti triatlonska nebesa, dejansko si postala večkratna železna Ironmanka, zdaj pa si pa nehala, zakaj? Ja, v bistvu, pa so hčeri začele trenirati odbojko in so vse 3, treninge so imeli v Ljubljani, in to so bile take ure, da v bistvu fizično nismo mogli to uskladiti. Jaz ne vem, jaz bi jih mogoče pripeljala domov,
ali pa Matjaž, pa bi pa se mogla spet usesti v avto, pa spet v Ljubljano. Toliko se pa nisem hotela pretegniti pa pretrgati, res. In pa celo nekako sem si rekla, zdaj pa bi imela mogoče kakšen let malo tako športne pauze, da bi malo bolj v easy, da bi še kaj drugega začela delati. No in sem. No, in Brez pauze, ni bilo pauze. Brez pauze, kar takoj, ko je ta prvo sezono. No, kaj se je zgodilo, mi povej? Ja, takrat pa v bistvu so me povabili na en intervju, to so neki snemali po televiziji o mamah, triatlonkah, pa tako, da ima več otrok, tako sem imela pač 3 in so me enkrat neki zasnubili. In če še kakšnega poznam, saj kaj pa res poznam eno prijateljico, Katjo Drobež, mogoče bi pa še ona bila zraven, v te oddaji, ki so snemali, preverjeno je bilo, no. In res, in ona je bila tudi za, in pa so mi ga malo klepetale, kaj ona počne, in je rekla, da pač laufa te traile in koliko je to dobro, in me ona v bistvu navdušila in v te trailaške vode popeljala tako. In sem ji res hvaležna. No, ampak kako je to izgledalo? No, jaz sem gledal malo tvojo statistiko, tam so tisti neskončni kilometri posod napisani, pa ja ni šla koj na ultra trail, si se najbrž poskušala v kakšni krajši razdalji ali pač si rekla, če se gremo zares. No, tukaj sem pa tako, prvič v Paklenico sem šla, mislim, da je bila takrat 40-ka dol, je bil trail na Paklenici in mi je šlo super, sem se na Vipavo prijavila najprej na 50, in pa se doma z Matjažem pogovarjava, pa tako 50, pa malo časovnica, in pa on meni reče, veš kaj, meni se zdi, da si pa ti sposobna tudi 100. No, ampak, in pa se nekaj, itak da sem, in sem se prijavila na 100. No, tako, Ampak sem imela nekaj, jaz imam neke športne zgodovine za sabo, ni bilo to tako iz nule, Če jaz ne bi prej, ti Ironmani pa te stvari, ali pa ko sem šla Celje, Logarska, to so bili dolgi teki, dolg časa v pogonu, več 10 ur, več kot 10 ur, se ne bi v to spustila, tako, če ne bi vedela, ne bi poznala svoje telo, kaj pač lahko mi da. Ja, se si predstavljam, mi navadni smrtniki, če vidimo tam 100 napisan, nas je strah, tako, do kosti, kako pa to izgledalo. Ti si znala že trpeti 12, 13 in več ur, pa vsem, najbrž ti ni bila to šala mala, ali pač, kako je izgledala pač tvoja prva 100 tam v Vipavi, evo. Kje ni bila šala, strah me je bilo zaznort, res izjutraj, kaj, kako, kaj pozabila, kaj v ruzak dati, vse te obvezne opreme, jaz sem bila toliko živčna, res. Tako, to mi je bilo še nikoli prej, res, presežem. Ampak potem pa stopaš tam na štart, začneš, potem pač pa začneš uživati. Se prepustiš, mogoče je, da 5 kilometrov si malo tako še tisto krčil, pa to sem še vedno, Se mi zdi, da ta začetni adrenalin, pa tista negotovost, a bo telo sodelovalo, a so mišice okej, to se mi zdi, ima ena taka trema, taka pozitivna. In tudi, potem sem se pa predala in sem pač uživala in sem se imela res dobro. Tako, in pa je tisti nanos, strašen nanos, hudo burjo, mrazom takim, čisto neizkušena v podnanosu, vsi so se nekaj oblačili, pa tako. Jaz sem si pa, bila sem še v triatlonskih enih hlačah, tako sem kratkih, gor sem si pa tudi eno triatlonsko, kolesarsko jakonco vzela, pa vetrovko, okej, pa vezna oprema in se spodam gor in pol, kar naenkrat v tiste lovske koče, pod nanosom, pa začel veter. Tako je pihal, meni so se palce, mi res takole sem po koncu mi stale, kaj je veter pihal. In jaz tako gledam tiste lučke gor proti anteni, tako me zebel, da nisem po moje zase vedela in sem izdelca nekaj, gor pa, tako vse je žarel, sem nekaj, gor pa ogenj kurijo, tam se bom pa pogrela. Res prav, tako malo sem halucinirala. Res, to je bil edinkrat, da mi je bilo tako res scary. In pa sem prišla, gor sem prišla, tam pa res tako, bolnica. Vsi,
bledi. Že v lovski koči je bilo hodil, tam pa še hujša, ne. Jaz sem se nekaj, sem hitro se poberal tle, ne glej te ljudi, zavila sem se v folijo, tako okrog in v bistvu pod majico, skoraj na golo kožo, folijo do gležnjev mi je segala, pa sem se oblekla, pol tisto, kar sem imela in sem šla in po 15 minutah mi je ratalo toplo, no. Tako da folijo nujno sabo, vedno. Astrofolija. Astrofolija, to je, rešuje življenje, no. Bravo. In pa sem šla v cilj in evo, takrat sem zmagala. In res, na 100 zmagaš, mislim, kaj pa tvoja usoda, da hodiš na nadaljne 100 pa zmaguješ, ali kako? Kar nekaj, koliko imaš zdaj za sabo? 100 milk, koliko imaš tega? Sploh točno ne vem, jaz te stvari tako pozabim, res, imam 2 milje sem naredila. Naredila sem dud, takrat pa enkrat sem pa Istro, enkrat sem pa Istro odstopila, no. Tako da tisti mi je po parih, ne vem, po 25 kilometrih me je neki želodec mi odpovedal. Tako da, ja, pa sem na orhidejah sem bila v Italiji, Vipavo 2-krat, Podbrdo 2-krat, pa ne vem še kaj, mogoče ti še več veš. Pohor je sigurno. Pa Pohor je, ja, se res, Pohor je krasno, ja. To mi je bilo tudi zelo všeč. Lepo, ja. Ma povsod mi je všeč, tako, imam rada gremo v naravo in to, jaz tam uživam. Imaš kakšno dirko, ki ti je pa res najljubša, ki jo pa tako z žarom v srcu res, da se jo razpominjaš kadarkoli, ali je pač vse te dirke, ki si jih omenila, so nekaj posebenega? Vsaka nekaj posebenega. Mi je pa tako, najbolj mi je pa glih Podbrdo. Ampak to je bolj zato, ker je res, toliko enih vrhov osvojiš. Ker imam pa rada gore in vse te hribe in tam se res domače počutim in tam je super, no. Pa tako, ker ni taka velika tekma, vse je tako malo bolj domače, no. Ne maram teh velikih prireditev, no, tako, zmeri manj, no, se izogibam tega. Ne vem, pač enostavno se tako boljš počutim. Se pravi, na razvpiti famozni UTMB te ne vleče? Ko sem začela z traili, itak sem enkrat pa na UTMB. No, zdaj pa ne več. Zdaj mi pa, ne vem, pa nekako tudi, to je konec avgusta, septembra, jaz takrat mislim, težko bi dobila tudi dopust, ne? Takrat se glih začne vrtec, uvajanje in pa enostavno se nekaj lej. Nič hudega, se veliko drugih lepih tekem, nič hudega, če nekam pač ne greš. To drži, kar si rekla, teh dirk se mi zdi toliko, da tudi če bi hotel, ne bi mogel iti na vse, pa če samo slovenske pogledava. Imaš kakšno željo, v Sloveniji še kakšno narediti, ne vem, K24, pa ne vem, v Zasavju se zadeve delajo, na Dolenjskem se delajo, vse bo vsod se nekaj dela, no, imaš kakšno obkroženo na bucket listi, da jo moraš še podelati, pa ti do zdaj še ni uspel? Zdaj trenutno nimam neke želje po kakšnih tekmah. K24 sem naredila tako solo, sem ga šla pač laufat, da bi šla pa prav na tekmo, pa zdaj letos nimam tekme, no. Ne, nikoli pa se ne ve, lahko me pa nekaj prešine, nekaj vidim, nekaj tazga, no, tukaj moram reči, da me tako, nekaj, ki piše, ne vem, ekstremno, ali pa to mi da pa malo tiste, to imam rada. Dobro, ja, zdaj, dragi organizatorji Ultra Dirk Tanzuni, veste, kot je dober. Klaro Vajec je težko dobiti na dirko, ampak ima pa tudi ona nekaj mehko točko, napišite zraven ekstremno, pa se uvarjavila. Ok, zdaj če bi ti rekel primerjavo, ne vem, hrvaških, ne vem, Istre, Dalmacije, pa slovenskih trailov, je kakšna razlika, ne vem, v samem pokrajini, v samih, ne vem, filozofiji dirkanja, ali je pač različice pač eno in istega kovanca to? Tukaj je terena, ne?
Največ stvari, mislim, največ se tekme po terenu, ne, po konfiguracijah razlikujejo. Jaz grem na tekmo, eni tudi, ne vem, ukrepčevalnice, pač so različno založene, ampak jaz tukaj zmeri pravim, ne vem, jaz imam v nahrbtniku vedno vse, kar rabim. Nikoli se ne zanašam na kakšne te, ukrepčevalnice, ko včasih pa pride, da mi pa nič ne paše, pa fajn, da imaš nekaj v nahrbtniku. Dobro, voda pa to, to pač si dotakaš, ampak drugače pa nisem se nikoli tako ukvarjala, ne vem, da bi mi bilo to zelo pomembno. Res pa imam tudi srečo, da lahko kar marsikaj pojem, da nimam težav z želodcem. Kakšna vročina me zdela, če je zelo vroče, to je pa recimo te dalmatinske tekme, tukaj tam je težje, kot kar pri nam bilo. Vipava je tudi datum prej, zdaj ni še toliko vroče, ali pa ne vem, pod Brdo so tudi temperature, tam so tudi više, tele hribi, više gore, ni take vročine, kot daljna Dalmacija, tako da tukaj mi je skoraj ljubše, pri nam. Ali pa se pravim, tudi v Italiji, tam, ko sem bila na teh orhidejah, tam je bilo tudi všeč. Rajš imam hladnejše temperature, tudi zimo pa tako. Tudi zimo, pa zimske vzpone, pa zimsko plezanje, pa neke fotke sem mimogrede opazil, na tvojih profilih socialnih omrežij, da je bilo veliko beline, veliko snega, tudi kakšen cepin, pa čelade. To ti je omiljen šport po zimi? Ja, rada imam te stvari. Dobro, tu sem začela 2 leti nazaj, to je tudi malo odvisno od družbe, ko imaš take prijatelje, ki to grejo, pa meni pač imam rada take malo bolj ekstremne stvari, se rada kakšne nove stvari preizkusim, tako da to mi ni težko, če mi kdo reče, grem, 5 grem, božila, koliko je dober, sem takoj za stvar. Tako da imam zimo, rada grem tako tudi s cepini, dereze, to je poseben adrenalin, ker tako pa dol med noge pogledaš, pa ni nič tam spod. Samo belina, kamor seže oko. In potem zgubiš cepin, pa ga najdeš čez 10 let, recimo, ko sneg odleze. Ampak če se vrnemo k letnim športom, dobro leto nazaj sem gostil Petro Vladimirov, ki je iz tiste svoje euforije 233 kilometrske dirke v Andori naredila križno uspešnico. Ti si bila tudi ena tistih, ki se je potem parjavila na to dirko, ali bila njena knjiga moče povod? Ja, njena knjiga. Bila sem na predstavitvi njene knjige in sta me navdušili obe, in sem jo prebrala in sem nekaj, tole si pa jaz tudi želim, Potem je bila pa žal odpovedana, ampak nič hudega, se mi pa zgodilo kaj drugega. No in to je, zdaj sem prišla do tistega, s čimer sem tudi že prej malo praskala, pa začenjala tale pogovor. Če euforija ne podpadla, bi se podila po Andori, kakšen teden skup. Tako pa si rekla zdaj, kam pa z vsem tem časom pa pripravljenostjo tistega leta 2020, Koronsko leto je bilo to, dirke so itak odpadale vse po vrsti. No in potem? Res, jaz sem bila tako dobro natrenirana, res sem veliko časa posvetila, pripravam na to tekmo. Potem pa tako, ko si omenil korona, vrtec se je zaprl, bila sem doma, res sem imela ogromen časa. Živim v enem okolišu, tlele okrog Krima, imam nešteto možnosti in nešteto potk, za raziskovati in res, tako, ogromen časa sem preživela zunaj, v hribu, tlele na Krimu in okolici in sem se res dobro pripravila, Takrat sem začela z Barbaro Joličevo sodelovati in mi je ona lepo predpisovala treninge, jaz sem naredila vse 100%, mogoče še kaj več, se pravi, veliko časa je bilo, od službe nisem bila utrujena, res sem se posvetila sama sebi, lahko res maksimalno in pa je bila ideja SPP in
uspelo je. No, to si tako enostavno povedala, ja. Uspelo je, ja. Vem, leto 2020 je bilo res zanimivo, vsi smo rinili nekam v hribe, pa laufali smo vsaj tisti, ki smo bili prej nekaj tega vajeni, eni boljše, ker prej, eni malo manj. SPP, Slovenska planinska pot je bila zelo popularna, ne vem, nešteto, skoraj ducat ljudi je šlo to delati v kosu, med njimi tudi ti. No, ampak kdo je že zapisal leta nazaj, da se SPP od tekaške in pohodne različice loči potem, da jo moraš, če hočeš pisati pod tekaško zadevo, narediti manj kot 14 dneh. Ja. No, ne, tebi ni samo uspelo, tebi je še ostalo cel kupenega cajta, če smo že pri tem 10 dni pa pol, halo, noro. To mislim, ker sem se jaz to odločila, ne, najprej rečeš, ok, 14 dni, ne. Potem pa vidiš, kako potekajo treningi, da ti gre dobro, si narediš neko časovnico, ne. Jaz sem si naredila plan. Jaz sem šla tako prav po knjigci, sem se izpisala, sem si, ne vem, hribe, koče, kilometre, koliko je od ene do druge, te razdalje in pač pa sem nekako, v bistvu jaz sem tako mesece s tem živela in se organizirala. Jaz si ne bi dovolila iti na eno tako stvar, tako, da bi bila natrenirana, pa šla, pa kar bo. To ne, jaz imam rada te stvari vsem tako malo pod kontrolo. In sem si tudi, poleg tega tudi ogledala teren, skoraj celo SPP sem naredila že prej, na treningih, a ne. Tako sem šla, ne vem, iz Urbanovega kota v Slovenj Gradec, a ne. Pa vse te hribe, a ne, samo prehodila, tako da nisem hotela prepustiti nič naključju, no. Se mi zdi, da mi je to zelo pomagalo, no, pri uspehu na koncu. Tako da to, se pravim, pa sem pa se nekako 12 dni, ne. To se mi je zdelo tako, če mi to rata, bom res zadovoljna. Ampak potem je pa tako dobro mi šlo, no, pa sem vse malo prilagodila, no, in je šlo pač še 2 dni boljš, no, koliko točno že. Ja. Če bi to počela 2 leti pred tem, ja, bi postavila rekord, no, takrat vem, da je najprej Anja Klančnik šla 11 dni pa neki, potem sicer pa šla Katja Vencel, pa to popravila malo pod 9 dni, ampak vseeno, ne, jaz sem dal to malo v primerjavo, pol 10 dni pa pol, pa to je 60 kilometrov na dan, pa ne vem, 4000 višincev, Bog pomagi, vsak dan, 10 dni, groza. Ja. Saj si tudi nisem predstavljala, ko greš to prvič, ne moreš predstavljati, kaj to pomeni. Tako, ko zjutraj vstaneš, se oblečeš, nafilaš stvari v nahrbtnik in greš in si od jutra do večera in še po noč aktiven. Ampak, ko si tam, a ne, in ko, ne vem, je to v meni, ali glavnem, jaz sem se imela tako dobro skozi, in vsi ti ljudje, ki so bili ob meni, ki so mi prišli za support, podpirati na razne načine, tako, to je bilo zame tako nekaj res lepega, kaj se mi je zgodilo. No, se te ravno hotel vprašati, ja, je bil ta projekt nekaj, kar si pač javno objavila, pa povabila ljudi zraven, je bil bolj intimnega značaja, da si povedala sam prijateljem, pa si njih pač povabila zraven? Ja, bolj prijateljem. Nisem hotela nekaj prav javno to objavljati, kaj pa vem, ker to je v bistvu bilo zame, ne. To sem je zase naredila, ne. Res pa sem pa rekla parim ljudem, ne, če grem nekaj malo z mano, sploh kakšne poti, ne vem, recimo Pohori nisem toliko zelo dobro poznala, pa sem imela tam prijatelja Jerneja, ki mi je priskočil na pomoč, pa pol, ne vem, čez kakšne tele Julice, ne, ki se je vedel, da bo nekaj malo snežišča, je bil Jure od Varvare, ne, partner je šel z mano, ki sem malo spoznala te razmere. Tako, no, na par takih ljudi sem si zagarantirala, ne, za vsak slučaj. Potem pa je Matjaž začel pisati tudi na Facebook in pa so se pa še kar tako pridružila, ne, tudi drugi, ne, tako, lahko mislim, je tako bi vsak dobrodošel, no.
da se je izkazalo za res, res fajno, da imaš ljudi okrog, čas pa vse hitreje mine, ne. Ampak ena stvar je bila pri tebi zanimiva takrat, ne? Ponavadi sem tiste, ki sem jih spremljal, ali pa so delali SPP v Kosu, so zadevo delali iz Maribora proti morju, zato da so lahko zaključili na ničti točki, pa se je metal vodo, ampak ti si svoj 2020 SPP izbrala v nasprotni smeri, od morja proti Pohorju. Ja, ker štartaš iz nule, ne? Bravo, super. Kratko in jedrnato. Meni je bilo logično, da greš iz morja nekam gor. Pravi, to potovanje na morje, ki ga imajo nekateri popotniki po SPP-ju, pač morda niti ni tista edina in prava zveličavna smer. Ja. Greš bolj iz nule, pa nazaj. Ja, jaz sem se pač tako odločila. In se mi zdi super, da sem se tako odločila. Mi je bilo tako všeč. Sej, lahko bi pa prišla na morje, pa bi bilo, ne vem, zelo slabo vreme, pa se tudi ne bi vrgla v morje. No, glede na to, da si šla kontra, kot gre večina, ali si srečala polke teh ostalih pohodnikov, ki so delali SPP tako ali drugače v Kosu ali pa kaj podobnega? Vmes sem srečala, ja. Srečala sem tole Anja, ena popotnica, ki je tudi delala SPP, ampak ona še takrat iz Maribora. Od njo sem srečala, pa sem srečala tako tudi druge, ki so pač hodili z res velikimi nahrbtniki, ki so potovali, ne, ki je bilo to njihovo popotovanje. Neki par besed spregovoriš, pa se pač gre pa pol vsak svojo pot s svojimi mislimi in tako. Veliko sem se pogovarjal z ljudmi, ki so tole delali, pa tudi na tem podcastu in potem človeka vprašaš, ok, nekaj je trening za nek maraton, nekaj je trening za 100. Mislim, kako pa treniraš za SPP v enem kosu? Je to kaj drugače, moš tlek pač glavo predvsem naštelati, kaj pa fizično lahko narediš, da si in v svoji najboljši formi za kaj takega? Ja, jaz sem svoj prosti čas posvetila pač športu. Teku pa hoji v hrib. Da pač narediš, ne vem, tudi neki intervalov, pa tega sem laufala, ne, vse malo za hitro, za neko to hitrostno vzdržljivost, drugače pa višinci. Tega je bilo res ogromen. Pa ne toliko hitro, ne. Ja, veliko gor dola, ne, ni bilo pa neke, da bi rekla, neke hitrosti. Jaz ker nisem niti rabila, ne. Meni je bilo pomembno, da v enem takem udobnem tempu, zame udobnem tempu zdržim hoditi, ne vem, 100 kilometrov, ne. Naenkrat, ne. Ker takrat prvič, ko sem šla, recimo, ne, iz morja, sem naredila prvi dan 120 kilometrov, ne. Ja. Kam si prišla pol do prve dnev? Kam je, kje 120 kilometrov? Do Cola sem prišla. Noro. Ja. Ampak to smo se tudi sproti odločali. Bila je ideja, da se že prej ustavim, potem je bila pa neka nevihta, eno neurje, gor na Javornikih prespimo ali ne, ali kaj bi, pa sem rekla, dež nas je namočil, brez veze, bežimo do Cola. In pač smo šli do Cola, ne. In pred nočjo sem prišla dol do križišča in pač tam prespala prvo noč. Tako, no, meni je bilo zmeri tisto, da pomembno, da res, da zdržim, ne, da si pač v gibanju čim več časa, no, svojega prostega časa. Tako sem tudi v službo sem šla peš, pa iz službe sem hodila peš, ne, v Borovnici, ne, sicer je samo 8 kilometrov, ampak, ne, to se vse skupaj se sešteje, no, in pa na koncu je bilo kar veliko kilometrov in višincev, tako preden sem šla na štart SPP-ja, no, tako. Potem si bila na SPP-ju, štartala si 120 km prvi dan noro. Kjer dan je bilo pol najtežje? No? Zdaj si predstavljam, da cen, kad drug dan ostaneš, pa imaš
to kilometrino prvega dne za sabo, da je morda takrat pa res hudo se spraviti iz posle ali pač se motim. Ne. Mislim, jaz nisem imela z motivacijo naslednji dan nikoli problemov. Tako, zmeri pač glavo je tako že zvečer naštimaš, zjutraj vstaš ob 3 zjutraj, se naješ, zrihtaš, pripravaš in pač greš, a ne. Najtežje mi je bilo v bistvu ta zadnji dan iz Urbanovega kota štartati pač do Maribora. Ker en dan prej čez Kamniške je bila dolga in sem si malo mišico poškodovala in ker sem jaz vstala zjutraj v Urbanovem kotu, pač bila noga tako boleča, ne, da sem se, nisem vedela, kaj naj naredim, ne, pač poješ tiste 2 naklofena, pa rečeš, grem, se bo ogrela, ne, ampak se ni, ne. In pa sem nekaj, kaj zdaj, ne moram nehati, ne, zdaj sem tik pred ciljem, drugače sem imela plan še vmes eno pavzo narediti, ne, Slovenjgrad pa pol Maribor, ampak sem nekaj, če se bom še enkrat ustavila pa prespala, pa ne bom več mogla hoditi. Tako da sem pol ta zadnji dan iz Urbanovega kota direkt v Maribor. Ja, ta je bila težka, no, res, tako. Vmes je bilo vse sorte, tudi spanje v hoji in tako, res. Ampak mislim, sem se prav odločila, če ne vem, kako bi, verjetno ne bi mogla priti, no, do cilja, če bi se ustavila. Zanimivo. No, zanimivo. Tega mi, ki smo spremljali tvoje podvige, nismo vedeli, no, pri tebi se je gledalo tako, namreč lahkotno, ampak tako, da zadeve prej vladaš, da ti res vse veselje, ne bom rekel z levo roko, ampak prelahko se nam je vse zdelo, no, in pa sem vesel, ko te moram prav vprašati, če je bilo kaj tazga vmes, kar te pa vendarle tudi dajalna preizkušnjo, ampak so tudi Klara Bajec je navadna smrtnica, ali kako? Ja. Siguren. In to so preizkušnje, ne, sem tukaj pač odvisen pa po moje volje, pa koliko si dovoliš iti česa, ne. Jaz sem vedela, da imam poškodbo, in da nisem vedela, kaj se je zgodilo, ko bom prišla v cilj, ne vem, lahko še kaj počela, ali bo noga sodelovala, ali ne bo, ne. Ampak v tistem trenutku je bila želja priti do konca tako velika, da pač sem šla čez to bolečino, ne. In sem šepala in se ustavljala in namakala noge v vodo, da sem si jo hladila in tako. Ampak mi smo se, vsi, ki so bili z mano, mi smo se kljub samo zabavali, ne, mi smo se imeli dobro, ne. Čeprav je malo bolelo, ampak pozitiva, to se mi zdi, da tudi to ti da tisto močno tudi. No, kjer je pa recimo za laika ali pa pohodnika, ki mogoče SPP ne pozna tako dobro kot ti zdaj, morda najtežji, najzahtevnejši del nasploh ali tehnično ali kakorkoli že na celi 600-kilometrski trasi. Zdaj, ljudje, ki niso navajeni hribov, pa zajl, pa teh klinov, to zna biti pol mogoče problem. Ne vem, Jalovec, Razor, Razor je tam en del, ki moraš splezati gor, ki se moraš pač potegniti po eni navpični zajli, s tem, da recimo res, ko sem šla, je bil megla, že dežvalje in ti se drsi, ne vem, tam seka gor, ne veš, ali bo strela, ki je šla podarila. Mislim, tako, no, mislim, da moraš imeti kar nekaj pohodnih in plezalskih izkušenj, da se to podaš. Tako, ne smete biti strah višine in te stvari. To pa mogoče 2 dela sta bila pa to taka, ki je bilo pa malo orientacijsko, mogoče je bilo treba malo tako, se lahko malo zgubiš, no, ni bilo čisto dobro označen. Tako da, fajn je tudi poznati pot, no, to, tako, kot sem že rekla, da nimaš pol težav, ne, to te lahko tudi tako psihično ubije, da se nekaj izgubljaš, pa ne veš, pa ti gre čas, pa energija. Tako, to je kar zahteven projekt, če zares. No, kaj bi rekla, da je še poleg tega, kar si že omenila, naštudirana trasa, super, Kljukica, mala naštudirane postanke, Kljukica, pa plan B, Kljukica, kaj še, ne vem, morda oprema, ki si jo prej dobro stestiral, ljudje, ki ti bodo v soportu, si jih tudi že omenila, ne vem, prehrana, ki jo imaš,
Ja, vse to. Mislim, da to je mozaika, ne. Vse te stvari morajo delati, ne. Če imaš, ne vem, če imaš slabo opremo, pa da te nekaj zažuli, ja, ne vem, 10 dni težko hodiš z ne vem kakšnimi velikimi žulji. Se tudi da, ne, ampak je težje, ne. Mislim, da je obleka tudi zelo pomembna, ne. Če so slabi pogoji, da te nekje dobi neurje, nevihta, če nimaš opreme, lahko te zazebe, ne vem, tam na pol pomrzneš, to tudi ni fajn. Hrana pa isto, ne. Če ti hočeš toliko časa hoditi, da ti telo dela, brez tega ne gre, no. In moraš vnašati ogromen energije, s tem, da se ve, da ne vneseš toliko, kar jo izgubiš, a ne. To na koncu vsi v minusu. Mi smo vsi končali v minusu, no, s težo, recimo, kljub temu, da ješ. Ampak tukaj ne vem, ti, recimo, ti, ki so delali rekorda, ne, to je še drugače, ne, tam je še večji napor, recimo, je še težje vnašati to hrano. Če greš malo bolj počas, je lažje, ne, telo lažje sprejema, kar poješ, no. Tako da, mislim, da mora vse klapati, da se mora vse nekako sestaviti. Od suporta, hrana, dobro, itak natreniranost, vreme, vse mora nekako sodelovati, no. Se pravi, za trening, če se takega, greš v soboto zjutraj s polnim ruzakom čokoladic, pa zaseke, pa Coca-Cole na 14-urni pohod, po možnosti, da še daš vmes, pa da spiš v kakšni gmajni, pa imaš recimo približno tako izkušnjo, vsaj en delček, kar boš potem doživel. Ja, to mora biti, ja. Ti moraš nekako trening tudi nekako tako prilagoditi, kakor je tekma, oziroma pač ta SPP izziv, ne. Vsega mora biti, ne. Ti hrano moraš tudi prej testirati na treningih. Kaj pa suport pa moža tudi najbrž, ja? Ali je že testiran, pa streniran? Ma ja, on je že testiran. Če si tudi sam tako športnik, on je točno vedel, kaj jaz rabim. On me tudi tako dobro pozna, da je vedel, kdaj mora nekam priti, kaj rabim. Sva bila pa tudi na vezi, ampak ne zelo. Mogoče sva se enkrat čez dan slišala, da mi je povedal, ne vem, da je zrihtal za spat, pa če kaj posebenega, da si kaj posebenega zaželim. Ampak se pravim, jaz nisem nekaj zahtevna pri hrani. Jaz lahko sem tudi, ne vem, 10 dni sendviče jedla, ali pa kakšno pico, pa kakšen krompir, pa kakšno v koči, kakšno njihovo hrano, ki so jo nudili, no, tako. Nisem toliko teh čokoladic, tega sem v bistvu zelo malo. Si kdaj računala, koliko kalorij na dan si recimo pokonzumirala? Ne, to pa nisem. To je bil zanimiv podatek za vse tiste, ki radi jedo, recimo. Ja. Ma skos nekaj ješ, no. Vse to skos nekaj meleš. Skos moraš. Predstavljam si, da porabiš na kilometer 60-70 kalorij, pa če jih narediš 50, je to 3000, pa če jih narediš 100, je to 6000, 7000, to je pa že kar velik pic. Kar velik, ja. Pa velik Coca-Cola, tako da... No, ampak takrat jaz sem bral intervju pol, ko si zaključila v Mariboru leta 2020, pa so te vprašali, kaj pa planiraš še kaj ekstremnega za naprej, pa si rekla, ja, nekaj se pa pripravlja, ampak bom povedala, ko bo čas za to, ne? A si takrat že imela v glavi, tole je bilo čisto lahko, se kva ne bi to počela še malo časa, kaj? Jaz, ko sem se spuščala v Maribor, ne? Pa tista noga bolela, ne vem, se ne mogoče že malo zameglila, ampak tako sem, pa na konc zadnjih 15 minut, tako res euforija, ne, si rečem, zdaj pa konc. Ko mi sem čakala, da bom videla vse ljudi, domače, starše, hčere in tako. Me pa prav zanima, kako bi pa oni tako reagirali, če bi jaz rekel, kaj pa če gremo zdaj še nazaj. Tako, to se mi je v glavi plepel. In pač to je pa
ko sem malo vse prišla, ko sem se malo pomogla. Tako sem se pa tudi z Matjažem pogovarjala, on me je tudi vprašal, kakšne imam kaj plane. In je v bistvu on tudi tako rekel, veš, kaj bi bila fora, ne? Fora bi bila, da bi šla tja in nazaj. Kako zvedel, da se tudi meni to plete po glavi. Pa je to nekaj časa zorel, pa sem to Barbari povedala, in tako vsa navdušena. Ja, dajmo narediti projekt. In evo, in smo ga naredili. No, in 22. julij je bil 12. julij 2021, ko si pa zdaj stala po Mariboru, na štartu dvojnega SPP-ja, mislim, to pa ni več mačji kašelj, če vsem, kar so zdaj povedala, tudi ni, ampak to pa res še nihče ni niti poskušal, niti naredil. Kakšni so bili takrat tvoji občutki, evo? Tlele moram priznati, da mi je bilo tako, mi je bilo fajn, da se pač podam pa v nekaj, ki še ni nobeden naredil. Tako, to me je tako malo drajvala, ne. Sem si rekla, če mi pa to rata, tako, pa ne zato, da bi se na nekih pol teh slavah žela neke slave ali karkoli, ampak tako, zase tudi. Ne, nisem vedela, v kaj se podajam. Naredila sem si plan, ne tako natančen, ker tukaj je pač vsem pol daljša pot. Rekla sem, en dan, 2 dni v eno smer daljši čas, da podaljšam, pa da pač to rata, no. Pa se je nekako tudi tako išlo, 24 dni, 12 dni pa nekaj v eno smer. Reč pa začetek ni bil najbolj obetaven. Jaz sem že kmalu na začetku stopila na eno deblo na poti in v bistvu me izpodrsala in sem padla na mišico, na stegen, tako na stran. Ampak takrat je bilo v redu, mišica je bila ogreta, ampak pa naslednji dan, ko sem pa štartala, me je pa tako bolela, da nisem mogla navzdol hoditi. Tako da nisem vedela, da bi šla kar rikverc, tisto me je psihično kar tako ubil. Tam je šel pač Vane Kralj z mano, on je tudi šel pol SPP naredil in nisem vedela, kaj naj sem nekaj. Je rekel, išma meni povoj, a si još povila. In res, jaz sem si pa tisto nogo povijala, tako da sem si jo malo stisnila na mišico. 3 dni je trajalo, tisto je bilo tako kar psihično res kar naporen mi. Sicer sem verjela, da bo minila, in na srečo pač sem tako močno verjela, da je minil. Ko je pa tisto minil, pa me pa nekaj še želodec zvil, mi je pa še to, pa ne zaradi hrane, tako noter v žlički me je nekaj, po moje bila ta psiha, tega prvega dne, pa teh 3 dni, me je tako po mojem uničil, da mi je udaril na želodec. In nisem mogla jesti, kar sem pojedla, me je tiščal. Nisem se s tem tako kar borila. Do planine Razor. Tako, to je kar nekaj, Mislim, da je bil to 7. dan. No, tam je pa popustil. Res, tam prav, ena energija, tam mi je všeč, tista planina mi je tako ljuba. Večkrat sem jo že obiskala. No, tam je pa zalaufal in pa je pa šlo, no. Pa je šlo pa tako. Super vse. Se pravi, če nekaj dosti dolg časa počneš, tudi tiste težave, ki prej misliš, da so nepremagljive, slej ko prej minejo, morda. Ja, jaz verjamem v to. V bistvu telo nekako se kar prilagodi, začne sodelovati. Ne vem, doskrat smo se pa še tako hecali, da je telo reklo, itak ne morem doživega, najbolj, da sodelujem. Tako, in tudi vse te bolečine so prišle, pa so minile, se skozi nekaj zaboli, ne moram reči, da me ni nič več pol bolel. Pa kakšen kolenček, pa gleženj, pa rama, pa hrbet, kaj takole te opozori. Ampak pač to greš, to veš, da je del tega, da če ne bi nič bolel, da bi bilo pa mogoče res čudno. Tako. No, se imela si, da je več, pa je bilo tudi nervoze, vendarle, da ti zadeva ne uspe, je bilo bistveno več verjetnosti, pa leto pred tem. Zdaj, a si imela kakšen plan B, kaj pa, če se ti kaj vmes zalomi, kaj tazga, kaj narediti, počakati kakšen dan, pa potem nadaljevati, ali kako? Ja, tako sem rekla,
pač rekla sem si, naredila bom, ne. Če ne v kosu, bom pa odnehala, pa čez 14 dni od tam, ko sem nehala, nadaljevala. To pa sem. To je bil pa tak drugi plan. Ali pa če bi, ne vem, mogla za kakšen dan ali pa dva nekje zaradi res hudega vremena, da bi bilo res slabo počakati, bi pa tudi počakala, no. Tukaj sem imela neki manevrski prostor, sem si pač toliko dopusta vzela, da bi lahko malo tukaj skompenzirala, no, s tem. Ker tukaj si pravim, jaz sem dobila, ne vem, toliko in toliko dni dopusta in tle noč sem mogla stlačati ta SPP, ne. Tako da, mogoče me je to še najbolj tako tudi žrala, ne. Če mi ne bo v ta pravem času uspel, kako pol to vsem dokončati, no. Ampak pa je bil plan B narejena, ne, ker sem jaz sama sebi rekla, lej, nič hudega, naredila boš, če ne v kosu, pa v 2 kosih, sem bila pomerjena. In pol je šlo vse lažje, no. No, zdaj, ta projekt je pa bil malo bolj odmeven, konec koncev je tvoj mož Matjaž začel pisati ta popotniški dnevnik na Facebooku, ki je potem spremljal vsak dan več ljudi. Takoj na začetku je napisal, lepe, posebne in zanimive zgodbe radi beremo, sploh če se srečno končajo. Zelo pogumna trditev, ne, s katero je že napovedal, recimo, samo ena smer obstaja, ne, in tudi do srečnega konca, kjerkoli že bo. Kakšni so bili pa, glede na to, da je to javno objavil, napisal, kaj počenjaš, no? Kakšni so bili pa zdaj odzivi? Si imela ali pa tvoje spremstvo več zdaj, bom rekel, feedbacka od ljudi, ki so to spremljali, se je več ljudi želeli tudi moče priključiti ali pa so to prišli pogledati, pa se te spremljati, kakšen del poti? Maja, v bistvu isti ljudje, ko so že 1 leto prej, so tudi bili akterji tudi leto, mislim, lansko leto, pa tudi drugi so se pridružili. Ampak, mislim, to je težko od ljudi nekaj pričakovati, da bojo prišli med tednom, a ne, vse so službe. Meni je že to veliko pomenilo, da recimo da so bili komentarji na Facebooku, saj nisem vsak dan tega brala, nekaj mi je Matjaž povedal ali pa kakšni tudi drugi, ki so šli z mano. To mi je bilo res tako, res dobro, da veš, da nekdo te spremlja, da verjame vate, da te podpira. Drugače pa jih je pa kar nekaj prišlo, ja, me tako presenetiti. Ali s kakšno hrano, ali tudi sem z objemom, res tako čarobno, no. Si dejansko pol uspela na tem neverjetnem podvigu biti sploh kakšno uro sama, razen med spanjem, ali si ves čas imela ljudi okrog sebe? Na nekaj sem bila tudi sama. Pa se je čisto tudi pasal, tudi to je pasal. Še tisti dan, ki mi je bil pa tako res težko, nazaj grede, ne, sem šla iz Črne prsti, a ne. Tisti je bila ena taka težka noč, slabo sem spala, pa zjutraj sem se zbudila, tam lovci so imeli neko zabavo in ni bilo miru, in ko sem zjutraj vstala, jedilnica polna, ko so tam spali, in nisem imela časa, nisem imela kje niti jesti, niti tako, no, in je bil tak slab začetek dneva. In ko sopam ven, veter, megla, sem rekla, danes pa ni moj dan. Tako, res težko sem začela. Ampak sem verjela, rekla sem, ok, pridem do Bogatina in to je to. In pol tako na enem ovinku grem in tako lulat me in tako se počepnem in v tistem slišam ene ljudi tako zraven, sem rekla, pa kdo se je ta dan zbral, da bo prišel zdaj tle gor? In tako gledam dve postavi, neki znani in res, prijateljci 2 sta prišli mi nasprot in sta me pa res cel dan sta šle z mano do Bogatina in pa smo še tam skupaj, sta tudi oni 2 prespale. Tako, res. Tisti dan je bil super, a ne. Ker misliš, da bo hudo, da boš sam, nobenega ne bo in pa te nekdo preseneti. Tukaj sem bila recimo pa na Triglav, no. Na Triglav, to je pa tisti dan, ko sta imela Ajda pa Neža rojstni dan in pred, ne vem, 9 leti smo bili skupaj gor. Jaz sem se tega spomnila šele, ko sem gor hodila. Tako nekaj me je prešinilo,
tako zelo slabo vreme, tam vremenarji so mi rekli, naj malo čakam, naj ne grem gor, da niso najboljši pogoji, pa so mi celo uro rekli, kdaj naj štartam iz Skrederce. No in res tisto, tako grem in se rečem, danes ima Tajda Neža rojsten dan. Kva, pred 9 leti smo bili skupaj gor, tako res. To sem se zjokala. Tako sem jokala in ko sem dol hodila, tako mi je še nekaj spodrsalo, pa sem se prav ustala, zdaj pa nehi. Zdaj se pa skoncentriri, ker moraš čez plemenice dol, ker ni tako enostavno. Ne? Tako da to je bilo tak čustven dan, no, tudi. In pa smo se z njimi, tudi tako zmenile, da so šle, ko sem šla nazaj, sta šle pa tudi z mano, pa na 2 na Triglav. Aha, potem smo še skupaj. Bravo, ja. Da ste imela še to, zdaj te kljub so, mislim, tako, res... Ja. Noro, mislim, kakšno je doživeti, si srečala, si imela kakšno bližnjo srečanje s kakšnim medvedem ali pa s kakšno živaljo ali pa s kakšnimi podivjanimi lovci, mogoče to že rekla, pa so pospali. Tako, ja. Tam tisti so bili dovolj in to je bilo dovolj. Dobro, da nisem medveda srečala. Tega si res, ali pa še hujš bi bilo kakšno divje svino tam na Krasu. Tega si res nisem želela, no, tako. Ja. Jaz se spomnim, sem par dni pred tvojim odhodom sva govorila z Barba Jolič, je rekla, daj mi svoje podcaste v MP3-ih, da bo to poslušala Klara, vmes pa sem rekel, se nam imela časa to poslušati, ker ji boste skozi vi nekaj najedala, ne? In na koncu je bilo praktično res tako. Koga vse pa si no, a si uspela kaj poslušati? Verjamem, da je bilo časa. Ne, nisem, res. Jaz nisem pristašica tudi poslušanja, ne glasbe, ne ničesar, ko hodim okrog. Meni je dosti, da gledam in poslušam, kaj se okrog mene dogaja. To se mi zdi tako, res, zato tudi jaz hodim ven. Ne zato, da bi, ne vem, šla na neko tekmo. Ok, tudi to je fajn, ne, da se natreniram, ampak meni je tista ta glavna stvar, da gremo v naravo, da se imam dobro, da uživam v vseh teh lepotah, a ne. In res nisem nič tega poslušala, no, tako da... Imela sem pa sabo za vsak slučaj. No, zdaj verjamem, da bo kakšen popotnik, pohodnik, tekač in podoben rekreativni in ekstremni športnik tole epizodo pa poslušal, ko se bo spenjal na kakšen hrib. Evo, ne, pa poskušal najti tiste jeklenice, pa ko bo šel čez plemenice razmišljal, ne, če je tisto spolsko, pa pri Bogatinu se bo vstal pa v koči vprašal, če je tudi prespala Klara Bajec. Kako pa so tebe sprejemali, recimo, ko si prišla zvečer v kakšno kočo, pa si jim povedala, kaj počneš, te oskrbniki pa ljudje tam? Nisem povsod povedala, kaj počnem. Iz preventivnih razlogov. Ni se mi zdelo, ne vem, ampak kjer pa sem povedala, v bistvu v teh manjših kočah, ker ni bilo veliko ljudi, ker tudi ti oskrbniki niso imeli toliko dela, jaz tam jih nisem hotela obremenjevati s tem, da ne imeli mogoče pol, ne vem, kakšen občutek, da bi mogli mene še kaj posebej tam, ne vem, strešiti, ne, še zdaleč, ne. Ampak tam, kjer pa sem povedala, pa res kapo dol vsem tem oskrbnikom, vsi so mi omogočili, da sem se umila, stuširala, brisačo dal, tudi tako, niso mi računali prenočišča, pa tudi se nekaj, dajte, to je pač vas zaslužek, jaz sem tako, pač navaden pohodnik, a ne, nič posebenega in res so me tako pogostili in si vzeli čas in smo poklepetali in res je to top. Res dobro. Se mogoče kakšnega obroka še posebej spomniš, kakšne jedi, ki jo ne moreš pozabiti? A v koči? V koči sem pač jedla tisto, kar so ponujali. Vse, ne vem, od jote do, ne vem, žgance, kakšno baro, štrudel sem jedla. Vse to, no, ampak meni je bilo bolj tako, ko sta mi 2 prijateljci prišli, ena gor na vojsko, no, ki mi je žlikrofe prinesla, pa ena pol tudi naslednjič pa v Idrijo, pa tudi žlikrofe, pa tako nek teleče zrezke, pa to, tisto mi je bilo najboljš, res, njami. Da se ne bova predolgo pogovarjala o hrani, tudi tekaški poti, ampak spoštovani in spoštovane vidite, ne?
Uživanje v hrani gre z roko v roki, z uživanje v hribih, pa s kilometri, ki jih lahko tam narediš. Mene je fasciniralo predvsem to, 12 dni, pa 6 ur, pa si bila na morju. Pa kaj, hop v vodo, pa po isti poti nazaj. Ja, tako. A je bilo kaj nenavadno, čez 2 ure hoditi po isti hrib, kjer ga si se ravno kar spustila? No, pa to so čist drugi razgledi, ko greš nazaj. Prav. Ja. Čist druga pot, ne? Kot da ne bi... Res. Tako. Če na drugega, ali vreme, ali nekje je bilo drugače, ali kakšen ljudje, ki so bili drugi, ki so šli z mano. Vse tega se ne naveličaš, ne? Če imaš ti to rad, se zmeri vračaš na te poti. Bravo. 12 dni in 6 ur za tja in potem isto za nazaj, kako ti pa to za vraga v svet? Nazaj sem šla 40 minut hitrejš. Še negativ split, ne morem verjeti, mislim. Človek bi rekel, da si bila vedno bolj utrujena, ampak pri tebi to ni kazalo, kot da bi vedno bolj uživala. Ja. Zato, ker je bil začetek toliko bolj, počasen, ne? Tista noga, tisti želodec, tam sem po moje nekaj časa zgubila, ne? Drugače je bilo načrtovano v eno smer, mogoče en dan bolj počasko v drugo, no, tako. Ampak pa se je pa tako dobro išlo, se pravi, pa telo je sodelovalo, ne. Vse je šlo tako in tudi potem, ne, ko sem zaključila, jaz nič nisem imela nekih tako težav, da bi imela kakšne bolečine v sklepih, v mišicah. Edin pač dobro sem se najedla, ne, res tisto, pa da se veliko še več pit, jest, kakšno dobro hrano, tako kvalitetno, tudi kakšne minerale, no, te stvari, da sem probala nadomestiti, ne. Si koga srečala, ki si ga prehitela na poti navzdol, pa potem, ko si se vračala na poti nazaj še enkrat? Ne, mislim, da ne. Ne, kaj takega ni bilo, no, vsej. Pa tudi ni bilo nekako veliko ljudi na poti. Aha, takrat. Nisem srečala, da bi rekla ogromno nekih pohodnikov, no. Za vikendi, ne, to ja, recimo tam je bilo bolj oblegano, ampak med tednom pa ni bilo toliko ljudi. Ne vem, je bilo tudi tisto korona po koroni mogoče, pa da še ni, ne vem, klasika, Kriški podi, recimo zelo zasedeni, Krederca, ti ta glavni punkti v ulicih, nič ne rečem, tam je bilo nekaj, ampak drugače pa ni bilo neke gneče. No, par let nazaj, ko je Jakob Kenda umeril svojo krožno transverzalo, mi je dejal, ko je 2 meseca in več hribolazil v slovenskih hribih, da je neverjetno veliko tujcev takrat srečal, tudi ti, ki so spali, da so bili po večini tujci, da Slovencev bilo bistveno manj. Kakšna je pa tvoja izkušnja? Tudi so bili, tudi kar nekaj tujcev je bilo, ja. Ja, se to malo vidiš, ne, to so malo čisto drugačen pristop k hribom, ne, res in nahrbtniki in oprema, se vidi, da gre za dlje časa, ne, ni tako, kakor mi, ko gremo, ne vem, za en dan, ne. Mislim, ne vem, Slovenci mogoče ne grejo za toliko, vsaj večina za večdnevno, no, ni toliko teh potovanj po gorah, ne, rajš imajo te enodnevne, ne, ajde mogoče 2-dnevne izlete. Več pa, ne vem, no, ne bom rekla, no, ampak se mi zdi, da ne, no. No, zdaj vse skupaj, to je lahka številka za zapomniti, 1234 kilometrov, evo, to sem si zapomnil, višinco, ne vem, 75 000. Koliko parov čevljev, pa katerih si znucala na tej poti? Ja, imela sem 5 parov čevljev, ki sem jih menjala. Imela sem pač hribovske, malo bolj tako na pol superg, na pol gojzar, te so dla sportive, pa nekaj pa hoke sem imela, pa on. Hoke sem imela za v terenu, ne vem, ko je bila, ne vem, bolj tako ravna, pa asfaltna podlaga, ki je bilo več tega, ki so bolj blažene, pa onke tudi, drugače sem pa večinoma na sportivah. Te mi pašejo na nogo, nimam nikoli nobenih, mislim vse, sej tudi z drugimi nimam težave, nimam žulov, na srečo, nisem imela tudi enega žula, nisem dobila, no, vseh na to prvem SPP-ju, niti zdaj v obe smeri, tako da. To bo tudi sreča mogoče z nogami, ne, tako.
Kako ti to uspe? Jaz se požulim, če grem laufa 20 km, recimo, če dam neke copate gor ali pa karkoli že. Kako ti ratal 1200 km narediti brez enega žulja? Mislim, imaš kakšne posebne nogavice, se mažeš kaj posebej? Povej mi, kaj je tvoja skrivnost. Ja, imam nogavice merino, to res, samo te nogavice sem uporabljala. Imela sem Veta Septal kremo za noge, to je ta za krave vimena krema, da pač namažeš prste, pa imela sem sabo tudi puder, ker recimo, če imaš mokre noge, in potem koža na nogah se naguba in taka nagubana mehka koža, če potem ti drsaš med sabo, nastane žulj. Če pa ti s pudrom posipaš prste, jo pa toliko sušiš in potem, če namažeš, to deluje, Tako, zame je to formula, Tako da to imam zmeraj sabo, v eni mehni posodici kremo, pa puder, otroški baby, in to je to. Baby puder, krema za vimena. Pa nekaj za, da se obrišeš, ne vem, mehno brisačko, To, rajš imaš nekaj malo več v nahrbtniku, pa si brez žula, kakor da te to pač ovira. To so male skrivnosti velikih mojstrov, bi lahko rekli. Ker mrzkašnega so že ostavili žuli na kakšnih krajših zadevah. Zdaj, to je bilo zelo zanimivo, sem si zapisal. Daj mi še povej, to je prvi teden, drugi teden, tretji teden. Kdaj si pa, recimo, bila pa že prepričana in se vedela, zdaj mi bo pa res uspel. Mes, recimo, najbrž si imela še veliko preizkušenj, ampak prvi, 5., 10., 15. dan, ampak kdaj ti je bilo pa, kdaj si imela po glavi, zdaj mi pa ne more spodleteti. Se vem, marsikaj se lahko zgodi, ampak takrat, kdaj si pa videla cilj kot fiksen? Tega si nisem upala reči. Tako res, ajde, Pohorje. Na Pohorju sem enkrat tudi, če grem po vseh 4. Se bom že privlekla nazaj do konca. Ampak je tako nepredvidljivo, res. Ne vem, tam po grebenu, v Kamniških, sva z Juretom taka sodra dobila, tam, ko sva se spuščala Robano, to je, v bistvu sva po Hudurniku dol lezla, Nikoli ne veš. Res, moraš biti fokusiran in misliti sam na etapni cilj, Da si kratkoročne cilje zadajati in jih osvojiti in potem naprej, Pa tukaj nisem SPP, tukaj so tekme. Tako se mi zdi, da to je zelo pomemben, da ne vidiš končnega cilja, ampak etapne, da si zadaš. Tisti posnetek, ko si prišla na cilj, tam si pa delovala neverjetno sveže, kot da bi lahko obrnila, pa res še enkrat šla nazaj. Je bil to adrenalin ali ti je bilo res tako dobro, da si to utrujena sproti predelovala? Ja, res. Mislim, mene na koncu nič me ni bolelo. Jaz sem navzdol še zmeraj lahko tekla iz Pohorja. Tako, pa včasih si res rečem, ne vem, telo res sodeluje, Moje telo res z mano sodeluje. Tudi sama sem bila presenečena. V bistvu, skoraj vsak dan, ko sem se zbudila, ko sem si rekla, v redu, 5 minut, malo tiste trde kolenčka, noge, da se malo zalaufam, malo sem se tako lepo pomasirala, dobro sem se najedla in ne vem, in sem šla in je bilo takoj, Po zaključku tega dvojnega SPP-ja pa Slavju, kdaj si šla potem pa prvič spet v hrib? Naslednji vikend. Jasno, to je bilo retorično vprašanje. Tam sem šla pa na Mangart po slovenski z enim prijateljem. To sem si že skozi želela. Telo ne smeš, pol kar pustiti. Ne smeš prehitro nehati. Jaz sem tudi mislim, da sem en dan, da sem bila doma, pa sem pa šla takoj na sprehod. Ker se mi zdi, da bi bil to šok za telo. Ne vem, da prej 24 dni vsak dan, ne vem, koliko je bilo povprečno, 50 km na dan, koliko se nekje imam še zapisan.
48, nekaj Ja, takega. tako je. Kar je, Pa da pol kar nehaš. To se mi zdi, da za telo bi bil to kar šok, a ne? Tako da Bravo. sem hitro začela malo kolo, malo hoditi, malo takole probati še kaj bolj poplezati, a ne, da še z rokami, a ne, da nisem vsa obremenitev sem na nogah. In pa sem nadaljevala, tako nisem nekaj hudo počivala, no. No, kako je pa tvoj mož Matjaž, tvoj pohodniški angel, ki v bistvu res bedel nad tabo ves čas, pa z avtodomom se prevažal, pa skrbel za logistiko in vse ostalo na koncu. Malo tega projekta je bilo vsem tudi njegovega, no, v bistvu je pripomogel, da si ti vse to zmogla z fizično, moralno in ostalo pomočjo. Ja, definitivno. Mislim, on je itak verjel vame, ne, in me je spodbujal in jaz pač tudi njemu 100% sem zaupala in sem vedela, da če je on nekaj rekel, da bo, ne. Tako, res. Zanesla sem se na njega, jaz sem točno vedela, če mi je rekel, da bo ob tej uri tam, je bil tam, a ne. Tako da ni mi bilo treba skrbeti nič za logistiko, za nič, a ne. In to se mi zdi res tudi pomemben. Zelo, zelo pomemben, no. Ena izmed ključnih stvari. Je njega tudi kaj zamikal, da bi kaj tazga ponovil, ker si glavna carica prebajti? Ne. On je rajš zdaj kolesari. Traili so mu bili všeč, pa vse, ampak kolo je še zmeraj na prvem mestu. No, kaj pa tvoje 3 hčerke, ki so, tako se rekla, so tudi prišle na Triglav in tako naprej, ko so pa one vse skupaj sprejele vmes, pa na koncu najbrž so bili tudi navdušeni, tako so s tem gor rasle, ampak vendarle, to pa ni več 100-milski trail, to je bila pa res nora reč. Bile so res ponosne, ne, to so mi tudi pač povedale, ampak kaj so navajene, da pač živijo v tem našem tempu, v tem našem športu, da se je skozi nekaj dogajalo. Za naju to je bil pač način življenja in za njih, da bi prav nekaj bile tako zelo wow, ne, kaj. One so pač vedele, da kar sem se odločila, da bom to naredila, so bile ponosne, ne, in so tudi šle z mano. Žal ta starejša Zala ni mogla, ker je pač imela prakso ravno takrat, tisti čas, ampak Ajda pa Neža sta šli pa skupaj takrat, tako kot sem že omenila, na Triglav, pa vsaka potem še en dan z mano, pač en del poti, no. Smo zbrali tako malo lažjo traso, da so prišle in to so bili, mislim, ti dnevi, ko so bile one z mano, so bili res posebni, no, tako nepozabni. No, velikokrat sem se tudi v tem podcastu s kom pogovarjal, pa vsi so prišli do iste ugotovitve. Pri vzgoju otrok je pomembno, kaj delaš, ne kaj govoriš, ne. Predvsem tisto, kar delaš, no, pa če se oboje, tisto, kar govoriš, pa delaš skladaj še boljš. Vi ste taka športna družina, najbrž vsi ti zgledi vlečejo, tudi hčere, da se športno udejstvujejo, sicer morda tudi na kakšen drug način, ampak vendarle, ti zgledi so bržkone tudi po tvojem mnenju ključni za vzgojo nekih zdravih, psihofizično zdravih otrok. Ja, točno to. V bistvu zgledi štejo, ne. Že v bistvu sploh pri majhnih otrokih, a ne. Te pa, ki so starejši, imajo pač svoje odločitve, svojo voljo, vse, ampak ko so pa majhni, ne, je pa zgled tisti, ki šteje. Res in občutki in v bistvu sploh način življenja družine, staršev. To je sigurno, ne. Vse so tudi izjeme, ne. Saj ni zmeraj tako, ne. Pri kakšnih vrhunskih atletih otroci tudi niso pol neki športni, so mogoče tudi se ukvarjajo z glasbo, ampak načeloma pa mislim, da je zgled tista stvar. Kako so pa tvoji sodelavci pa starši otrok, ki so ti jih vozili v varstvo, pogledali nate, ko si prišla iz dvojenega SPP-ja? Pa se velikih niti ni vedel, no.
Tisti, ki pa so videli na Facebooku potem, no, ko se je malo to več v medijih pojavilo, so pa tako si mi čestitali, pa tako rekli, da si ne morejo verjeti, ne, kdo vzgaja njihovo otroke. Res, da zdaj pa vejo, zakaj veliko ven hodimo, zakaj se veliko gibamo tako. Ja, in tako so bili navdušeni, no, in mi čestitali. Ti je kdo mogoče potem rekel ali pa napisal, da si ga s svojim podvigom motivirala pa navdušila, da si je tudi sam podal v kakšne hribe, pa se drugače ne bi? Ja, to so rekli, ne, da me občudujejo in da sem jim navdiha, ne. Zdaj pa, da bi pa kakšen prav tako s tem začel, no to pa niti ne vem, no. To nisem... Nekaj mi jih je pa rekli, ja, da jih navdihujem, no. Navdušujem jim tako. Da v meni vidijo, ne vem, nekoga, da vidijo, da se da marsikaj, a ne, če si priden, delaven, vztrajen, da se da marsikaj narediti, no. Sigurno ti je kdo že rekel, če boš pa o tem svojem podvigu res napisala knjigo ali pa morda posnela ali pa dokumentarni film ali pa kaj takega? Ja, ne, te so bile, ja, to moraš v kakšnem podvigu napisati knjigo, no, ampak mislim, da tega ne bom naredila. Ne, še hočeš reči. Kar meni ostalo. Ta knjiga bi se prav gotovo dobro brala, zgodb imaš gotovo še cel kup, ki jih mi da nisem obdelala. Draga Klara, rekla so uro 15, ura pa pol, takole, kot si videla. Res je, hitro je minil. Ja, pa še bi lahko govorila o tem. Povej mi, letos, vem, da si bila že na eni dirki, če sem videl, s Tadejem Maligojem sta se nek podila po enih trailih. Ja, ta Iper trail, ne, to je zimski trail, ne, 168 kilometrov, ki je malo v Italiji, malo v Sloveniji. Ja, tudi zanimiva izkušnja, super stvar, če te ne zebe preveč. Pa če imaš rad zimo. No, ti imaš vse to rada, sem ugotovila. No, mene vsak let bolj zebe, ampak se pravim, če ko gledam fotke včasih, pa vseeno, no. Povej mi, letošnja sezona, tekaška, zadnjič je bila Istra, 100-milska dirka, počasi se začenjajo zadeve. Imaš letos kakšne ambicije ali pa plane iti na kakšno dirko, da te kje lahko gledalke in poslušalci zdaj tega podcasta celo srečajo, pa pocukajo z rokav? Trenutno nisem prijavljena na nobeno tekmo. Je še kakšen čas, ne. Neke možnosti so še, no, zdaj v kratkem pa ne, no. Do recimo junija sigurno ne. Šla bom malo navijati, zdajle v Istro pač nisem šla, šla bom pa v Vipavo, ne, malo moje prijatelje spodbujati, pa malo če v rabu kdo karkoli za kakšen support. Drugače pa nič, letos tako, malo me navdušuje tale korona odvik je grošla, to se nekaj bi mogoče šla narediti. Ampak zaenkrat pač jo narediti, nič še planov, ne vem, da bi si hotela kaj reči, ne vem, časovnico kakšno zadati ali karkoli. Pa zanimivo mi je, kaj iz Ljubljane, pa krožna, tam parkiraš avto, greš v krog in se odpelješ domov. Ja, hec, ampak ja. To mi je recimo zelena stvar, taka, ki me mika. Lani sta te dve deklice, ne, Tjaša pa Draga iz Jesenic to naredili. Super, ja, tako. Ja, tako da evo, vidiš, ne. Ja, sej, bile smo blizu, ne. Mislim, da smo se tako malo pogrešile na poti, gliho tam okrog Dobrče, so šle one mogoče pa eni zgornji, jaz pa v bistvu po moje 10 minut, da smo se zgrešile na koči, na Dobrči, tako da ja. Ja, no, to one dve, prebrala sem njun zapis, ne, od Drage na Facebooku, pa mi je tako pritegnil se nekaj, no, to je tudi mogoče zdaj ne za narediti, no. Še nova stvar. Hočeš reči, da je v Sloveniji čisto dosti terena, čisto dosti poti, čisto dosti trailov, da se ne rabimo ozirati širše, preden to podelamo, ja.
Ja, jaz imam rada našo Slovenijo, pa naše hribe, pa našo naravo in sem prepričana, da je en kup enih možnosti za kakšen tak lasten podvig oziroma en izziv, no, tako, da narediš, da nekaj, se lahko si sam zmisliš, kakšne nore povezave, pa greš. A je to pomeni, da si tudi sama že izmišljuješ kakšne nove mogoče podvige za prihodnje? Ne. Ampak, a veš, ko odpreš zemljevid, pa ti zgledaš, pa se ti kar samo poraja, kdaj je tako, kakšne, pa če bi to pa to recimo povezal ali pa, tako da, a idej ne zmanjka, no, zmeri pride kakšna, pa kakšen drug ti še da kakšen predlog, pa tako, s kom kje poklepetaš, pa družiš se itak s takimi, mislim, saj jaz s takimi ljudmi, ki so mi blizu, ki podoben gledajo na te stvari, podoben razmišljajo in se zmeri je kakšna zanimiva, kakšen cukrček, ki je treba še narediti. Draga Klara Bajec, kako lepo sva zaključila ta najin pogovor, ja? S cukrčki, cel kup idej so odcepila ljudem v glavo, verjamem, da bo marsikdo se začel ozirati po teh naših slovenskih hribih, pa se še ni. Jaz prav gotovo še bolj, kot sem se doslej. Hvala ti, da si vzela čas, no, za tale pogovor, res super je bilo, minil je, kot bi mignil. Hvala za povabilo, no, tudi meni je minil zelo, zelo hiter in sem uživala v klepetanju. No, ko bom pripravljal kdaj kakšno oddajo, če samo v SPP-ju te obvezno še pokličem, da boš dala še kakšen nasvet tistim, ki se tja podajajo, če kdo, si ti zdaj, v 2 letih 3-krat prehodila vse v vseh smereh, tako da to pa res tudi ne vem, če je že kdo naj naredi. Ja, jaz, če bo kdo rabil kakršenkoli nasvet ali karkoli, naj me kontaktira, z veseljem mu dam kakšno informacijo ali nasvet ali karkoli. Itak te dobijo na Facebooku, pa na Instagramu, pa še kje. Tako. Pa v Kamniku pod Krimom ali pa na Krimu, kjer treniraš brško neveliko. Tako. Super. Klara, pozdrav pod Krim, mi je bilo veselje in čast, super je bilo tole, se upam, da srečava tudi v živo kmalu. No, tudi jaz, res, fajn bod. Hvala lepa. Adijo. Živijo, čau.